Pravljični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober večer, otroci. Danes se selimo v morje. Napnite ušeska in prisluhnite pravljici. Meduza noče kakati. Nekoč, že dolgo tega, je globoko v morju živela meduza. Ko je bila še majhna, je kakala v pleničko, seveda. Ko je zrasla, se je naučila lulati v školjko. Kakati pa si nikakor ni upala. Mamica ji je prinesla kahlico, a meduza kahlice ni marala. Oči je naredil peščeno stranišče, a meduza stranišča ni marala. Stric je pokazal skrivališče med skalami, a meduza skrivališča ni marala. Vsi so ji hoteli pomagati, meduza pa je imela svoj načrt. Odločila se je, da ne bo več kakala. Stranišče, kahlica in skrivališče so se ji zdeli kar malo strašljivi. Drekec je preveč smrdel, ritke pa ni hotela imeti umazane. Pa še ponosna je bila, da se lahko sama odloči in kar neha kakati. Prvi dan je uspelo brez večjih težav. Drugi dan jo je že bolel trebušček. Tretji dan jo je bolela še ritka. Četrti dan ni več mogla jesti. Peti dan pa je bila že zelo slabe volje. Da ne bi razmišljala, se je odšla igrat s prijatelji. Plavali so po vodi sem ter tja, meduza pa ni več mogla. Počepnila je, da ji ne bi ušlo, a bilo je prepozno. Pokakala se je v gatke kar sredi igrišča. Vsi so odplavali stran, tudi ona. Bilo jo je sram in spraševala se je, kaj si bodo mislili prijatelji. Oni pa so ji hoteli pomagati, saj so vedeli za njene težave. Zanjo so pripravljali presenečenje. A meduza se je tokrat še bolj trdno odločila, da ji bo uspelo. Prvi dan je uspelo brez večjih težav. Drugi dan jo je že bolel trebušček. Tretji dan jo je bolela še ritka. Četrti dan ni več mogla jesti. Peti dan pa je bila že zelo slabe volje. Nisi upala igrati se s prijatelji. Ves dan se je dolgočasila. Odločena je bila, da ji bo tokrat uspelo. Prišla je noč in meduza je zaspala. Sanjala je prav posebno stranišče, ki se ji ni zdelo prav nič strašljivo. Sedla je nanj in ugotovila, kako lepo je kakati v školjko. Takrat jo je zbudil neprijeten vonj, kajti pokakala se je v posteljo. Sanjala je udobno školjko, zares pa kakala v udobno posteljo. Skočila je, zbudila starše in skupaj so še nekaj časa čistili, namesto spali. Naslednjega dne so jo obiskali prijatelji. Še vedno jo je bilo sram pogledati jih, a prinesli so ji presenečenje. Prav posebno stranišče. Tako lepo in zanimivo je bilo. Školjka je bila ravno prav velika za njeno majhno ritko. Na polički je imela nekaj zanimivih knjig in igrač, na steni pa dišavo. Ugotovila je, da ima školjka tudi gumbek, ki ga je lahko pritisnila povsem sama, da je voda odnesla ves drekec. Zdaj se je veselila obiskov stranišča. Ponosna je bila, da se lahko sama odloči, kdaj bo kakala. Kmalu je postala zares pogumna in preizkusila še mamino kahlico, očjevo peščeno stranišče in stričevo skrivališče med skalami. Nikjer se ni zgodilo nič hudega in nikjer je ni bilo več strah. Še vedno pa ji je bilo najbolj všeč darilo njenih prijateljev, prav posebno stranišče. Zdaj je trebušček in ritka nista več bolela. Jedla in tekala pa je lahko vsak dan. Vsaka pravljica nas nauči kaj novega, le dobro ji moramo prisluhniti. Zdaj pa le še objem, poljubček in lahko noč.